Ker sem se na Primorsko preselila iz notranjosti, mi je zabavno opazovati, kako drugačni so ljudje tukaj, kjer živim zdaj, od tistih iz pokrajine mojega otroštva. Nimamo samo različnih navad, vasi in hiš, ampak tudi drugačno narečje. Najbolj zabavne pa se mi zdijo predstave, ki jih imajo Primorci o nas in mi o njih. Zato sem napisala zgodbo o dveh fantih. Tine živi na primorskem podeželju. Njegova mama je na seminarju spoznala gospo iz Ljubljane, ki ima enako starega sina Uroša. Novica mi najprej ni bila niti malo všeč. Na obisk pride enostarševska družina Zajc iz Ljubljane. Jaz sem si že predstavljal eno finceno gospojnjenega scrkljanega najstnika z zajčjim smrčkom, ki bo prišel v čeveljcih z usnjenim podplatom. Bal sem se, da se bo moja mama fnala pred njima s kakšnimi vegetarijanskimi novotarijami. Nazadnje pa je vse skupaj izpadlo čisto v redu. Prišla je mladostna ženska v kavbojkah in v all-starkah s sinom, ki se mi je že na prvi pogled zdel normalen. Čudil sem se, da so mu bile všeč stvari, ki so za nas kar nekaj. Meni je recimo odveč pasti koze in osla, za Uroša pa je bil to turistični presežek. Z mano je brcal žogo na pašniku, da je bil ves prepoten. Z njegovo pomočjo sem živino lažje spravil nazaj v ogrado, tako je bil zagret za to brezvezno delo. Po prvem Uroševem obisku na Primorskem in Tinetovem obisku v Ljubljani se njuni mami dogovorita, da v drugi polovici avgusta Uroš pride za nekaj dni k Tinetu na počitnice. Napovedan je za sredo zjutraj. Iz Ljubljane se pripelje z avtobusom. Tine je izdelal načrt, kako naj bi njuno druženje teklo. Vendar se stvari pogosto zasučejo povsem drugače, kot smo si zamislili. Načrt se začne rušiti že prvi dan. Zato Uroša zgrabi domotožje. Naslednji avtobus gre 5:03, je izjavil Uroš. Med počitnicami ne vozi. Pa jaz sem že doma pogledal na internet. Lej, imam shranjeno. Uroš je izvlekel telefon, malo pobrskal po njem in mi pokazal shranjeni vozni red. Vidiš, 11:05, 13:05, 15:05. Tistega ob 16:05 pa med počitnicami ni. Ta ob 15:05 pa pelje vsak dan, tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času šolskih počitnic. Tule piše. Ja, ampak je šel šofer na dopust. Zadnjič sem ga videl z avtodomom in kupom otrok in ženo v natikačih na črpalki. Tudi on je bil v natikačih in kupil plinski gorilnik, koglje za žar, zaščitni faktor, 10 plastenk vode, revije s križankami. Z izmišljeno zgodbo o Josipu, priseljencu iz Sremske Mitrovice, ki je tako navezan na svoj avtobus, da ga ne pusti voziti nikomur drugemu, Tine premoti Uroša, da ostane pri njem. Zato se avtobus ob 3 in 5 minut brez njega odpelje proti Ljubljani. Uroš je premagal domotožje, zato lahko Tine nadaljuje z izpeljavo načrtov. Nenadoma pa se Tinetovi družini čisto nepričakovano, čez noč, zasuče življenje. Oče se znajde v bolnišnici. Grozno, kot da bi se mi sanjalo. Še nekaj dni predtem smo tukaj čisto normalno živeli, se kregali in se hecali, se ukvarjali z vsakdanjimi vprašanji. Recimo, kdo bo pomival posodo, kdo pomagal obračati travo, kdaj bomo obnovili ograjo na balkonu, ali bom zvečer gledal film ali ne. Vedno sem veljal za najbolj flegma učenca na šoli, v tem sem bil legenda. Kakšna majhna skrb, recimo pomanjkanje družbe, je bila otročarija v primerjavi s tem, kar me je skrbelo zdaj. Toda Uroš ne zbeži. Avtobus ob 3 se vsak dan pelje v Ljubljano brez njega. Podeželske počitnice, polne dogodivščin in smeha, pa tudi tesnobe, resnih pogovorov o zapletenih vprašanjih, o dekletih, družini, bolezni in tudi minljivosti, se tako še podaljšajo in se zaokrožijo v zgodbo o velikem prijateljstvu in pogumu.